Živijo, dobrodošli v podcastu Raztezanja, kjer z Gorazdom raztezava najne možgane in se pogovarjava o izboljšanju izkušnje strank. Danes Gorazd so se malo pogovarjala, kako bi zaključila leto, torej danes je 24. december, vsi smo zelo božični. V goste sva povabila Darjo, ki se nam je zdelo luštno, da zaključiva zadnjo epizodo, spet tako, da nisva sama. In ti si imel en predlog, kako lahko naredimo tako sproščeno, fan epizodo. Ja, konc leta je en tak del, ki se spomnimo, kaj smo vse naredili v 2024 in se mi je zdela ena zanimiva ideja, ki sem sicer že več let zapored poslušal v My First Million podcastu, kjer v bistvu Sam pa Sean v bistvu podarjata kao neke My First Million Rewards. Pač prije še Andrew Wilkinson kot en tak stalni gost in pa se v bistvu pogovarjal o nekih najboljših, ne vem, investicijah, so jih naredili, najboljših nekih prebojnih tehnologijah, startupih in tako. In sem rekel, da imamo mogoče mi danes se pogovarjati, vsak prinese na eno tematiko en svoj dober primer, pa se odločimo, recimo, kjer bi bil zmagovalec v tisti kategoriji. Pač povezan s temi temami, ki jih mi dva pač obravnavava. Tako da bi to pomenali Rust Awards ali pa Raztezanja Awards, nekaj takega. To še malo razvijamo. To je. Odvisamo za mednarodni trg, sam slovenski. Ok, in pa smo si postavili smo kategorije in zadali smo si, da vsak zbere za vsako kategorijo enega favorita, mogoče doda kakšen honorable mention, kako se to prevede. Skratka, lahko da še kaj zraven, ampak nekih, s čimer je imel on izkušnjo, torej govorimo o neki naših izkušnjah, tam, kjer smo imeli mi dejansko stik. Lahko je slovenski brand, lahko je tuj brand, pač to nima veze, lahko dva istega predlagata, pa mogoče en druga pa malo dopolneta, če je. Ni pa rečen, da je ta tudi zmagovalec, ni več je manj. Ok, tako da šli bomo par krogov, vsak svojega predstav, na koncu vsakega kroga odločimo za ta krog zmagovalca. Ja, lahko pa tudi poslušalci pa to pokomentirate, neke svoje izkušnje po teh kategorijah oziroma date neke svoje zmagovalce, ki so bili tega leta. Kar v komentarje. Ja, v komentarje ali pa če poslušate, pa na YouTube, pa tam v komentarje. Ok, pa začnimo s prvo kategorijo. Prva kategorija je najboljši lojalnostni program. Pa Gora, zdaj ti začni. Ja, meni je letos najboljš v bistvu presenetil en, ki sem ga čistko random spoznal, ki mi ga je en prijatelj sicer priporočil. Bili smo nekje, mislim, da neki družinski v enem dogodku, pa je rekel, ja, veš kaj, na Molu imajo dobro kavo, ne. Sem rekel, ok, cool, kako pa to deluje. In pol vas ta onboarding v Molovo aplikacijo, pač v ta del, kako v bistvu pridobivaš s tem, ko izpolniš profil, določene nagrade, pa kako pravzaprav pol, ko greš tja, pa kaj dobiš, pa ne vem, se mi zdijo take meni zelo uporabne nagrade in tudi sporočila, ki jih dobivam, me spodbujajo, tudi imajo ta malo omnichannel pristop k temu, da nekaj se odločam in grem mogoče prej kot konkurenci nekaj iskat. Se mi zdi, da tukaj malo več dobim, pa ne da pri konkurenci, recimo Petrol-Go, da mi je slab, sej kave še vedno več tam pokonzumiram, ampak mi je pa ta način v smislu, koliko hiter dobim eno novo kavo, zato ker sem neko novo aktivnost naredil, mi je zelo priročen, pa ne vem, za pranje, vsakič, ko grem, dobim takoj notification, zdaj si pa v naslednjem nivoju, zdaj dobiš pa ne vem, 25% popusta, tako. Torej, veliko nivojev imajo, pa nagrajujejo zelo veliko tudi netransakcijskih stvari. Tako, ja, tak občutek sem dobil, je pa res, da veliko nagrad pač ne izkoristim ali pa mi niso mislim, jih direktno uporabljam, ker se veš, električen avto pa ne tankaš veliko. To je eno ključno vprašanje, drugo pa, koliko molov imaš na poti med pisarno pa domom? Imam enega blizu tam, ker moji otroci hodijo na eno vadbo, tako da mi je lih priročen, da grem tja in na pranje in kaj iskat. Drugače pa v smeri obale, ki mi je zanimiva destinacija, tam je pa tudi eden, tako da v redu za tisto kavo, zdaj sem rekel, da ostalo hodim na Petrol-Go, ampak sama ta pač koncept mi je ok, glede na to, da so zdaj prevzeli tudi, mislim, MOL pravzaprav spada zdaj pod Shell, če prav razumem. In so pač vsi te in AGP in te bivši madžarski ponudniki so zdaj vsi pod eno, se pravi, verjetno se bo to vse združilo enkrat tudi v Shellova ali pa bo to Molova aplikacija, zdaj to ne bi vedel, pa ne bi tukaj solil pameti. Tako da, kaj pa vidva, kaj sta pa? Ja, Darja, kaj pa tvoja
program zvestobe leta tvoj? Moj program zvestobe v resnici vrsto let je DM, ampak recimo zakaj bi bil letos, je pa zato, ker letos s to aplikacijo novo, ki so jo naredili, so pa res začeli tako delati proper program zvestobe, v tem smislu že prej so te nagradili za vse nakupe, pa si dobil ta cashback nazaj. Ampak s to aplikacijo imaš pa vse te feature-je, ki jih opevamo v programih zvestobe, se pravi, imaš nek gamification, zdaj le imajo ta adventni koledar, recimo, spodbujajo te, da pač delajo ta cross-sell, recimo, če jim je v interesu na spletni trgovini, da kupuješ, pa te s temi kupončki spodbujajo, da se tam kupuje, pa tako. Lojalnostni program res uporabljajo v ta namen, kakor je mišljena, ne. In skozi te neki angažirajo, da zdaj pa ne vem, kup tisto, kar si zadnjič kupil, mi ponuja moje izdelke, ne vem. Res je pač tako, to je to, kakršen, tako kot mi rečemo, to bi bil idealen program zvestobe, oni to zdaj imajo. Zdaj, še moj, tle imam vedno dilemo, kaj je program zvestobe, kaj so pač neke funkcije trgovine, e-commerce, to je vedno zelo zablurano. Včasih je pač, ne vem, za neke stvari na molu si se pač mogel registrirati tudi v program zvestobe, ampak ti niti ni bil to driver, ne. Tako da tle sem zelo razmišljal, Petrol Go si že omenil, to pač brezkontaktni nakupi, to mi je super, zelo podobno v IKEA. Tu zdaj Petrol dodal to, da lahko v poslovalnici kupaš z aplikacijo karkoli, ne, kar se mi zdi super. Tako da sem pa pol uvrstil prav v, rečemo, da je res primarno program zvestobe, se mi pa zdela McDonald'sova aplikacija. Torej zelo podobno, kar si rekla za DM. Torej ima vse te elemente, včasih so neke igrice noter, ki jih pol zamenjaš za kupone. Zdaj mislim, sem v eni celo opazil to, da lahko da napreduješ po igri, oziroma da si lahko izboljšaš možnosti ali pa dodatne točke dobiš, ne vem točno kaj, da lahko te točke zvestobe, ki jih z nakupi zbiraš, si z njimi neke stvari kupil v gamificationu, kar se mi zdel tudi kar advanced. In tudi imajo adventni koledar, vsak dan je nek kupon zdaj, push notification so tako. So stvari porihtane, sicer v Sloveniji nimamo tega online naročanja, ne vem kako je tam, oziroma tam smo pa spet na tem, kje je ta prehod med trgovino pa programom zvestobe. Ampak se mi zdi tak, na mestu, da je res tako loyalty program. Goraz, torej zdaj moramo pa se odločiti za enega. Ja, zdaj, če je za prvega lahko eno razsodbo potegnem, bi rekel, da glede na to, da sva tudi midva se nekaj o DM-u pogovarjala, pa da so te mogoče malo Petrol in MOL malo v funkciji tega, da res večkrat obiščeš tudi zato, ker pač moraš avto tankati in tako se mi zdi, da je DM bi lahko bil zmagovalec te kategorije, če se strinjata. Jaz se strinjal, pa bi zaradi tega rekel, ker so res, mislim, da je bilo to letos, da so imeli letos to veliko prenovo. Je bilo to lani. Jaz se zdi, da je bilo letos. Pa res je koristno, dejansko dobiš velik. Ja, res velik investment je bil tudi noten narejen, da so to spravili čisto na nov nivo. Mogoče sam off the record, za vse poslušalce, te objave niso plačane. Tako da res naša izkušnja. Letos je bilo en kup prenov programov zvestobe, to je v bistvu kar zanimivo leto za... Ja, Merkur. Merkur ima čisto novo aplikacijo, Mercator je spremenil ne samo aplikacijo, ampak tudi način zbiranja točk in vse to, tako da vse na tem področju kar dogaja. Super. Ti si tudi za DM? Ja, moj favorit. Valjda. Naslednja kategorija je primer neke uporabe umetne inteligence, pa da zdaj malo zamešam, Darja, bi ti začela. Jaz imam primer, ni zdaj to, da je to najboljši primer uporabe, me je pa res presenetil ta primer uporabe, tako nisem ga pričakovala. Se pravi, moj primer je, kako v bistvu so neki produkti z umetno inteligenco šli v neke ciljne skupine, ki jih jaz nisem pričakovala. Recimo, mi smo šli letos potovati v Kirgizistan in pač tam govorijo kirgizijsko, pa rusko, to sta oba dva sta uradna jezika in mi ne znamo, jaz ne znam nobenega od teh jezikov, razen to, da je ruščina malo podobna hrvaščini in ajde, neki se zmenimo, ne, tukaj. No, ampak ful je bilo tako primerov, ker se pač nismo mogli zmeniti,
Recimo, jaz vem, da sem jedla veliko mesa, ampak jaz ne vem sploh, kjer meso sem jedla, ker nikakor nismo pršali krava, ovca, ne vem, koza. Enostavno to v ruščini je nekaj drugega, jaz ne vem, ker me niso razumeli nikoli. Anyway, ful mi je bilo zanimivo, ker so tam, to je vseeno, Centralna Azija, to ni neka razvita država, ampak tam so meni pršali s telefonom in so bili tako, povej v moj telefon. In jaz tako, ok, povem v tvoj telefon, katero meso je to, ali je to krava. V angleščini, ali kaj si uporablja? Kar slovenščino? Ja, ali pa v angleščini, čeprav ne, angleščine tam nismo uporabljali, ker oni res nič ne razumejo. Ne, kaj je bil tvoj input v prevajalsko aplikacijo? Ja, kar v slovenščini oziroma te hrvaščini, neki, kar sem itak probala z njem povedati, ker to je v bistvu hrvaščino sem uporabljala kot ruščino. In pol, to me je presenetilo, kako so oni napredni, kakle v Sloveniji, po mojem, ta audio recimo ni noben uporabljal še takrat, ne? Se pravi, Google Translate, recimo, ko si rekel AI, Google Translate itak temelji na enem AI-ju. In kako pol to pride do starejših ali pa do unih ljudi, ki so ful manj tehnološko razviti, kakor mi, to me je presenetilo. S tem, da pol slišiš, da recimo starejši ljudje uporabljajo speech za search, ki so pač tako so digitalno nepismeni, ampak govorijo pa lahko in potem jim pač search lahko najde te rezultate. To se mi zdi ful fascinantno, da je v bistvu prišel do neke take uporabe v taki ciljni skupini. In potem sem prišla domov recimo iz Kirgizistana in sem z eno Ukrajinko, gospo upokojenko, govorila in mi je ona predlagala, da ji povem v njen telefon in sem bila tako, ok, ti starejši ljudje, wow, napredno uporabljajo tehnologijo. Ne, ok, to je ful hud primer. Ja, to se pravi, v bistvu ta prevajalnik, real time, je v bistvu nek Real-time prevajalnik pa z audijom, recimo, to je letos drugače kot kar prej, se mi zdi. Ok, jaz sem se kar malo namatral okrog tega, sploh kad so veliko nekih orodij pa primerov že dala skozi celo leto. Ampak na koncu sem se odločil, da bi dal kot svojega favorita HubSpot Breeze. Se mi zdi, da tle HubSpot res, odkar se je boom naredil, da so gradili in gradijo in se ne ustavljajo in se mi zdi to pač res dobro. Tudi, ko se spomnim tistih prvih verzij Copilota, ko sem se sprašal, kaj bomo s tem delali? Ne vem, 6 stvari je podpiral ali pa 10, od tega so bile 4 koristne za nas, 6 pa mogoče dosti neuporabnih, ampak kam so pa danes prišli, je pa res fascinantno. In mi je zanimiv ta progres, ko so ga delali in tudi se mi zdi, da produkt je močen. Jaz sicer imam 2, ki sta mi zelo podobno blizu, in Claude, ki definitivno pred temi 20 Days of OpenAI je imel že projekte in neke podobne stvari, in jaz bi rekel, da osebna izbira mi je še vedno bolj Claude, pač nima nekih teh iskanj in podobnih zadev, ampak tako glede pisanja mi je bistveno ljubši in interfejs, ne vem, nekako mi je bolj tak tool. Drugo je pa Agent AI, se pravi za buildanje teh, se mi zdel tak ful dober, to sta bila v bistvu kontenderja, da sta prišla v ta krog, ker sta res super orodji. Sem pa se nekako odločil, da za letošnjo leto neka najboljša uporaba AI-ja mi je pa Notebook LM od Googlea. Se mi zdi, da ta del res za research, dodaš in linke, in dokumente, in YouTube, in se res zgradiš neko konc koncev bazo znanja, ali pa kada bi si neke bookmarke nekam dal, ven pa dobiš polnem brief, ali dobiš podcast, da si na hitro zadeve preposlušaš. Lahko v bistvu s temi stranmi, ki si jih dal, pa tudi v bistvu gradiš. In tako zdi se mi zelo uporabna zadeva, tako če želiš nekaj novega naštudirati, tudi, lahko tudi, da na hitro predelaš ali pa prebereš, lahko ti pa dejansko nek study guide naredi, pa probaš tudi mogoče malo tega se tudi zapolniti za naprej, se pravi tudi za kakšno tako tematiko. Plus tega odprtje v bistvu za brezplačno, saj je trenutno v tej verziji, kakor je, ne pro, tako da zame je Notebook LM, tako še vedno za Google, kar navijam potiho.
Ne vem, naredimo vrep, tle je malo težje ga narediti, až manjka nam en jingle, da bi vsakič dodali. Ampak lahko jaz repam. lahko, evo, lahko ti. No, jaz bi predlagala, da izglasujemo HubSpot kot zmagovalca, zaradi tega, ker tvoj je v bistvu HubSpotov produkt, ti si pa tudi omenil Agent AI, ki je HubSpotov, kot ni to tvoj favorit, ampak ne. To se je ponovil v 2 od naših 3 izborov, tako da jaz bi rekla, da so oni kar zmagovalni tukaj. A bi se strinjala, vedno? Ja. No. Ja, ne vem, Goraz najboljša uporaba. Ne, se je drugo leto po Google. Google hotel kupiti HubSpot, neuspešno. Cool. Okay. Ja. Naslednja kategorija je najboljši onboarding proces, ki smo ga izkusili. Bom začel in se mi zdi, da dober, tak dodelan mi je bil, torej pred kratkim sem kupil en soundbar od Sonosa, ful enostaven onboarding program, ampak se mi zdi, da je imel smisel, da je imel nek razmislek zadnja. Ne? Kar je zdaj pri njih enostavno, je, ker imajo pač razmeroma omejen nabor izdelkov, torej imajo, ne vem, 5 zvočnikov, 3 soundbare, ene slušalke, pa ne vem, še par nekih drugih stvari. Ampak tako, 50 izdelkov, recimo. Ne? In ali je vsaj na produktno kategorijo stvar narejena, ali pa celo na produkt, to nisem prepričan. Ampak to mi je bilo všeč, ker je bilo res vezano na ta nakup. In je bilo torej en dan potem, ko sem naročil, sem dobil mail z nekim povzetkom tega, kaj kupujem, to, kar sem itak že vedel. Torej nek pregled featurejev, ki jih ima. Po je bilo pa en dan po dostavi, torej ko sem recimo stvar priklopil, sem dobil zelo podoben mail kot prvi, ampak da se zelo fokusiral na 2 featureja, torej to, da lahko jaz pojačam govor, torej nek dialog, da lahko izpostavim na zvočniku zelo z enim gumbom, pa da lahko zvečer dam nek night mode, da zniža base oziroma glasnost nekih teh glasnih delov filma in takih stvari. In to je bilo na takem luštnem videu zapakiran. Pa en teden kasneje sem dobil pa upsell video, kjer so mi pa predstavili še njihovo linijo basov, ki se brezžično povezujejo na ta soundbar. Se mi zdelo tako dodelana stvarno. Ja, jaz sem v bistvu izbirala bolj med onboardingi v newsletter, a ne? Letos so se me te bolj dotaknili, recimo Nautilus je neka science revija, v bistvu digitalni, se pravi, časnik. Mogoče Nautilus. Nautilus? Mogoče. In pošiljajo v bistvu znanstvene članke. Všeč mi je bilo pa to, že v prvem newsletteru so ga oblikovali v to sceno Start with Why po Simonu Sineku, da so napisali, zakaj to delajo, how pa what. Dejansko to delajo in se mi zdi, da tega se ful premalo firme poslužujejo, zmeri takoj ti pač rečejo, ali ne vem, si v newsletteru, ali pa zdaj si naša stranka, ali pa zdaj si naš loyalty member, pač to je ta prvi member, zdaj ti to prvi mail, to zdaj ti si, a ne? In pol je to tako, no, zdaj pa bodi si kupon izkoristi, ali pa praktično se že tam konča, da zdaj to ti si, ne? Oni pa pač povejo, zakaj to delajo, kako to delajo in to nadaljujejo pol v serijo, a ne, da ti pol Ker oni kako to delajo, seveda imaš free nek membership, pa imaš pa plačljiv membership in pa ti poskušajo prodati ta membership in potem ti rečejo, ne vem, to je eden od mailov v tej onboarding seriji, drug mail je, lej, zdaj za pokušino, mislim, da 2 dni kasneje pride, ti pošiljamo prvih nekaj teh naših science člankov, ne? Potem ti pa na tedenski bazi pošiljajo pač ta njihov nek izbor člankov. In se mi zdi, da je pač to tak proper način, kako onboardati človeka, da ne samo, da ga pustiš z unim kuponom ali pa z tem, da mu poveš, dobrodošel v našo družino, tako kot večina firm naredi dobrodošel in te tam pusti, ampak pač, da ti res razloži, mi smo tukaj za to je naš namen. In kako boš zdaj to konzumiral, kako boš ti to dobival tako transparentno, informacijsko polno in z neko inspiracijo, ki izhaja iz njih. No. Se mi zdi drugače, da si tle en dober point povedala,
da zdaj zelo velikrat, če ne najdeš glih v nogi strani, pa se namensko prijaviš na newsletter, si se nekje spotoma prijavil, ali ker si želel kupon, ali nekaj tasga, ali pa pri nakupu. Skratka, zgodil se ti je, nisi ti se prej točno zavedel, kaj je ta brand. In se mi zdi zelo pomembno, ja, da v nekem newsletteru ali skupaj s kuponom, ali ločeno pa dobiš to, kar si rekla. Torej, zakaj biti tukaj zraven, ali pa kaj so naše vrednote. Tako, da se še nek drug connection vzpostavi kot samo čisto oportunistični koda za popusta. Ok, Goraz, še tvoj. Jaz sicer nimam toliko zelo poglobljenih kot savajni. Mi je mogoče Headspace bil tisti, ki mi je bil najbolj zanimiv, ampak celotna ta izkušnja od tega, kako pridobijo nov lead, skozi kakšen vprašalnik greš, kako ti pravzaprav program sestavijo in tukaj zdaj onboarding ti brka ne razlaga, kaj posamezna komponenta v Headspaceu pač je, ne, od meditacije do fokusne glasbe, tebi prilagojene, do nekih vaj, ki jih delaš vmes, pač, ki te glasovno vodijo. Seveda so tudi omnichannel iz tega vidika, da ti poješ na aplikacijo, pa tako dobivaš ta sporočila, reminderje, da si daš v koledar stvari. Zdaj, cela zgodba je na začetku razložena, ni pa zdaj pol serije večjih mailov, ker načeloma že začne z nekim programom onboardingom. Je pa mogoče rečemo o tem free trialu, ki je 7 dni, res poudarek, da čim več funkcionalnosti ali pa featurejev spoznaš, tako da ti probajo čim več pokazati, kakšen je scope vsega skupaj, da se pa je lažje tudi odločaš. Imajo tudi en tak dober moment, ki je, ne, zdaj vzem za stonje, 3 dni prej te spomnimo, pa te pa še en dan prej spomnimo, da last cancelaš in si pol, ok, cool, me bodo to 2-krat spomnili. Zdaj, mogoče sam za tiste, ki poslušajo, pa bi to sprobali, če notificaš ne izklopaš, ne, ali ti nič ne pošljejo. Ta del je mogoče dober vedeti, ne. Tako da zame bil Headspace ena taka dobra onboarding izkušnja v en tak app, no. Evo, zdaj pa ti, a zbereš zmagovalca, Andrej. Ne, si ti na vrsti. A bomo kupili bas ali nama kupili? Ne, bi se mogoče na tale Darin mi bil cool, ravno zaradi tega, ker se mi zdi, da je to ful pomembno. Jasno, tudi onboarding v aplikaciji je cela svoja znanost, kako je dobro delati. Ampak tako, newsletterov je res velik, tako, biti le zbral zmagovalca, no, ker se mi zdi to pomembno. Torej zmagovalec Nautilus. Nice. Cool. Dobro. Same zmagovalce izbiram. Ja. Ok, naslednjo imamo najboljšo kampanjo za ponovni nakup. Zdaj lahko je to abandoned cart, lahko je to neka retention kampanja. Goraz, boš ti spet prvi. Ja, nisem si te prej zamislil, pa se zdaj spomnim, ampak mislim, da je, a veš, Hofer, kamer redno hodim, ima najboljšo kampanjo, brez da karkoli naredim. Ampak ne. Njihova kampanja je prazen hladilnik. Tako, ja. Tako da bi zbral vse about you, čisto iz tega vidika, da so mogoče že malo zelo agresivni na ta način, ampak te probajo na različne načine prepričati v ponoven nakup, se pravi, in s tem, da personalizirajo z nekimi izdelki, da personalizirajo z neko ugodnostjo, da probajo ugotoviti nek moment, kdaj bi jaz približen kupu in pa tudi mogoče, če grem pogledat na stran, to tudi nekako komponirajo v kampanjo in me probajo pa, ko vidijo, da sem recimo nek event naredil, sem prišel pogled, takrat se mal rečemo, intenziteta te kampanje pa tudi poveča. Tako da bi rekel, da imajo en ta moment, da zbirajo neke prave kategorije, prave produkte. Je pa res, da ne vem, se mi zdi, da nekaj še manjka, no, ko se odločamo vsakeč za nakup, ampak tako, celostno mi delajo dosti dober pristop. Se mi zdi, da oni so letos kar pokazali. Lade so pa sam spami, pa zato, da so prišli na vrh nekega mojega izbora. Ne, ampak če so stvari povezane, pa če ti zdi, da pol spet vidiš prave stvari, verjete njih, pač naboru izdelkov, ki jih imajo oni, nek proces izbire, kaj ti bojo pokazali, mora obstajati. Tako je. Kolikrat si kupil na About You letos? Enkrat. To pa ne vem, če je najboljši retention marketing. Enkrat več, kot vsi ostali, ki so mi maile poslali. Ok.
Ok, jaz bom tle zbral torej Zuhit, to je neka trgovina za male živali. Oni so letos predstavili nekaj, kar imenujejo Zuhit Relax in to je v bistvu subscription na to, kar kupuješ. Torej, na izdelke, ne vem, zdaj povodci pa take stvari nimajo možnosti, da jo kupaš na subscription, ampak kar pa je, ne vem, hrane, priboljškov, neke druge opreme, ki se porablja, pa lahko, torej ti na koncu check-outa reče, ja, želiš to dodati v Relax, kar pomeni, da ti bomo na neko želeno periodo stvar kar pošiljali, pa v zahvalo za to, ali pa za to ti damo še 5% dodatnega popusta. Kar se mi zdelo super, nisem se še odločil, ker sem ravno neki probal menjati hrano, ki jo dajem svojemu kužku, ampak mislim, da si bom to vklopil in pač je to ena skrb manj, ker je pač to nekaj, kar sem res vsakič isto pogosto kupil praktično isto stvar. Samo mogoče bom, ne vem, priboljške, ki jih kupam večji paket, dal na 2 meseca hrano, pa vsak mesec in to je to. Aha, še vsako postardaš lahko posebej. Ja. Tako vsak order v bistvu posebej. Tako. To je super. No, mislim, res je dodelan in ta onboarding, koliko enostavno je začeti in pol to, koliko imaš nekih možnosti, mislim, da se to da narediti. No, moj izbor je pa Kiva. Kiva je ena non-profit organizacija in sicer oni se prav organizirajo mikrokredite za v bistvu ljudi, ki potrebujejo nek denar, da lahko nadaljujejo svoj biznis. Te ljudje so pa večinoma iz tretjega sveta, iz manj razvitih držav. In to so taki biznisi, ti lahko podpreš tak biznis, kakor, ne vem, gospa ima lokalno trgovinco s hrano ali pa ta je pa kmet ali pa ta gospa je pa učiteljica, pa bi kupila potrebščine za svoje učence. Tako, to res niso, to so ljudje, ki pač rabijo recimo 500 evrov posojila ali pa 1000 evrov posojila, ti pa kot posameznik pa daš k temu prispevati 24-25 evrov, je mislim, da nek minimalni znesek tvojega posojila, ki ti ga oni pol odplačujejo, ne vem, recimo 1 leto ali pa ne vem, vsem tem mikrokreditorjem ali kakorkoli. No in jaz sem to že več let nazaj dobila kot darilo in potem sem mi odplačala ta prvo moje posojilo, potem sem to investirala v drugega človeka. Anyway, Kiva mi je zanimiva zaradi tega, ko oni res delajo ta retention marketing, oni delajo čisto vse, kar mi rečemo, recimo e-commerceom, dajte to delati. Oni uporabljajo recimo rekomendarje. Oni meni rečejo, veš, na voljo imaš, še pred tem, oni mi točno povejo, koliko imam jaz na voljo, koliko so mi že odplačali mojega kredita, recimo trenutno imam nekih 11 evrov in nekaj centov, točno mi povejo, na voljo imaš 11 evrov 70 centov, to bi lahko investirala, to bi lahko ponudila nekomu drugmu in to so naši izbori za tebe. Rekomendar spodi, lej, tale gospa iz Pakistana, tale gospod ne vem kaj, tako, Potem te neke fore, če danes posodiš, smo se konektali s to pa to organizacijo in bo podvojila tvoj pač znesek. Ne vem, mislim, res te že 5 let si naša lenderka ali pa 3 leta si naša lenderka, ne vem točno. Tako, oni delajo vse te retention taktike, ki jih mi damo v ta nabor, njihovi maili so proper, lepi, oblikovani, mislim, ne vem, ko mi recimo svetujemo tem finančnim organizacijam, ki nagovarjajo svoje, kako vzeti posojilo, pač pet na Kivo, neki posod in pol pogledajte njihove maile in delaj točno to. To je zame res, se mi zdi, wow, oni delajo retention marketing proper. Ok. Ja, mislim, saj dobrodelne organizacije imajo to ful razvito, se mi zdi, da je to v bistvu čist svoj segment non-profitov pa dobrodelnih organizacij, ki štekajo, kako se iti. V bistvu retention, ja. Evo, oni morajo ta engagement dosegati, če bistveno večji, če tako gledaš, ne? Ja. A veš, zato da ljudi prostovoljno dajo sredstva. Prav, moraš biti še bolj zagret, kot pri finančni industriji ti tudi rešuješ malo neko težavo, rabiš denar, rabiš nekaj plačati, ne pa. Kdo se jav za wrap-up? Ja ne, sej lahko jaz povzamem. Zdaj,
mal niso isti kontenderji. Ampak bi rekel tako, Kivin model je zelo ta prave stvari delajo, se mi zdi iz tega vidika. Zuhit mi je dober zato, ker je v bistvu neko novo, v bistvu stvar, ki že nekaj časa razlagamo, da so subscriptioni, pa tako pa si ti v bistvu tudi uporabo, pa tako. Pa je manj te, rečemo, kampanje, bolj je tako nek feature. About You pa recimo, da je najbolj znan po vsem tem, tako da ne vem, rečemo, da je zmagovalec Kiva kot pa runner-up About You. Tako da ni v tej kategoriji, tako da čez za naslednjo. Okay. Naslednja so kampanje za pridobivanje leadov, torej lead generation. Se pravi, kam ste dali mail in ste največ dobili. Ja, tako. Kdo je največ ponudil za vaše soglasje? Darja? Ok, jaz sem izbrala enega, ki ni glih čist lead generation, ampak se mi zdi, da letos me je res navdušil. No? Res me je, v bistvu v mojih mailboxih, pač službenem in osebnem, naenkrat imam ful velik nekih Substack newsletterjev. Ne? In v bistvu, kaj so oni naredili, je vsakič, sploh ne vem, kjer je bil moj prvi Substack newsletter, ampak vsakič, ko se na enega prijavaš, ti on reče, a bi se prijavil še na te druge dva ali tri, ali ne vem točno, koliko ti jih tam ponud. In ti si tako, ok, to je del tega procesa, prav, se prijavim, ne? In pol, ne, valjda to sem naredila parkrat in zdaj sem napolhan nekih Substack newsletterjih in se niso vsi zdaj, to je to, ne, ampak kar veliko jih berem, ne, kakšne pa res redno odpiram, ne. In se pravi, to je bolj nek način, kako oni v bistvu povečajo uporabo svoje storitve, lead gen čist iz tega vidika, da iz enega vira subscriberjev dobijo za drug newsletter, ne, tako da je lead gen za drugega. V resnici pa to oni delajo zato, ker pač imajo tudi ta paid membership, vsak lahko vsak ponudnik newsletter, vsak pisec newsletterja lahko ima svoj paid membership in Substack od tega vzame 10% in valjda bolj kot se uporablja Substacka, več Substack dobi nazaj. No? In ne vem, kakšna je vajna izkušnja. Je tudi vajen newsletter letos zapolnjen mislim, je prišel Substack v vajne mailboxe, no? Letos. Meni se zdi, da se je to prav letos zgodilo. Letos ima boom, sigurno. To, kar se pojavlja, se mi zdi, da za Substack je to retention kampanja, tako kot si rekla, za avtorje, za pisce je pa to v bistvu lead generation. Ja, platforma, ki je dejansko to delaš. Gorazd, tvoja? Za pridobivanje leadov. Mislim, meni tako ogromen mailov sem dal za razne reporte in brezvezne stvari, tako da ampak se mi zdi tako najbolj neka taka kampanja, ki pa mi nič veliko ni dala, ampak mi dala neke upanje v prihodnosti, bila pa Renaultova ali pa sam reveal forma konc koncev, pač kaj je za novo Katarco pa Petko, ker se mi zdi tako dve nostalgični ikoni so obnovili, pa me je zanimalo tako več o tem vedeti, ki pride na naš trg, kakšne bodo cene, kakšne unikončni featurei, a je to nekaj, ki je mogoče, ne vem, zanimiv enkrat, ne, pa tudi električen je, enkrat pa za mogoče si umisliti ali pa pač razmisliti o tem kot alternativi trenutnemu avtu. Tako to mi je bilo zato zanimivo. Jaz se malce probam izogibati temu, ker se mi zdi, da je zelo velik lead generation. Tako, kot si rekel, vsaj za ene stvari, če hočeš dobiti nek content, moraš to narediti. Mogoče zanimiv mi je bil Horal je eno podjetje, eno nemško, ki dela nek sistem za brušenje nožev in zdaj letos so imeli najavo nove verzije, mislim, da 3. Pa, ok, tisti lead generation, ki je bil tam, je bil pač nek najava, neki bomo najavili, neki tasga, tam mislim, sem se prijavil. Kar mi je bilo bolj zanimivo pri tem je kakšen, torej, je sicer to nek premium izdelek, ali pa neka premium ideja, ampak kakšen event so pa naredili, tako res je bil tak Apple nivo eventa v dvorani z živim audiencom, sicer v nemščini vse, ampak tudi te pol reveal videe za vse 3 serije so naredili čist Appleovsko. Tako, no, če bi se Apple lotil razvoja produkta za brušenje nožev
bi tako nekako izgledali. Tako da tle mi je bolj to fasciniralo, kakšna je bila, kaj bi bil ta output te kampanje. No. Hudo. Dej pa ne reče vrepno. Ja, torej, noben ni tazga zelo tipičnega lead generationa najdu. Mogoče mi bil všeč tvoj, torej reveal Katrce pa Renaulta 5. Čisto sam zaradi tega, ker je v bistvu zelo organski. Ne? Torej, tebe je to zanimalo, hkrati so pa oni imeli že na voljo torej to formo, kjer si se lahko prijavil, da boš dobival novice o tem. Tako da jaz bi zbral tukaj Renault. Juhu. Ok, še zadnja kategorija je pa, kera omnichannel strategija se nam je zdela najboljša. Torej, za strategijo jasno ne vemo zadaj, če ni bil to slučajno naš projekt, ampak tako, kje smo dobili občutek, da se nas je nekdo omnikanalno dotaknil? Omnikanalno, kar ni multikanalno. Ja. Ja, naš Darja, začela. Težko, ker imam sam multikanalni primer. Multikanalni. Ja. Ne, omnichannel je res težko, ker v bistvu ne veš, oni to delajo. Težko ga je zaznati, ja. Ja. Ampak multikanalno, recimo, pa ne, da je to nek ful presežek, se mi pa zdi, da je pa v pravo smer. Recimo Ars Pharma je podjetje, ki recimo pač delajo maile, prodajajo prehrambene podatke online trgovina. Prehranska dopolnila. To je. No in kar mi je pač multikanalno je to, da ko dobim mail, akcija je za to pa to, mi pol pošljajo še SMS, Darja, akcija je za to pa to. In je pač ta vsaj multikanalen pristop, ne vem, si predstavljam, da tudi na socialnih omrežjih to pol promovirajo. Tako da iz tega vidika je zdaj, koliko oni mene kot posameznico v tej omnichannel strategiji obravnavajo, pač personalizirajo malo, da bi pa meni res, veš, Darja, ker kupuješ omega-3 za svoje otroke, je tudi tale akcija zate ful primerna. Tam še niso, no. Oziroma ne obravnavajo toliko posamično še, ampak lej, multichannel je prvi kanal do omnichannela, ali prva pot. Ne, prvi korak sem hotela reči. Ne, sej, jaz se strinjam, se mi zdi ta kategorija se mi je zdela ful zanimiva, ne, torej moramo jo dodati noter, pa ko smo vsi raziskovali, torej, kaj pa je bilo res omnichannel, je pa zelo težko to zaznati, ker ne veš, a je to zdaj, je bilo to omnichannel, a je to del, pa čisto sam kampanja bila taka in se slučajno poklopila, tako da sem imel kar izziv, kaj se odloča, da je to res omnichannel, no. Mogoče izpostavil bi, letos sem kupil eno igralno konzolo, Playdate, se imenuje, taka luštna rumena je. In kar je tam zanimivo, kar je bilo omnichannel, je bilo to v bistvu, da en del komunikacije jasno pride po mailu, drug del komunikacije se pa zgodil na tej konzoli, kar zdaj, če bi to app, bi bilo to čisto logično, ne. Tle je bilo pač to, da je ta konzola ima med drugim tudi nek gumbek za prižgat, ki ima lučko noter in ta lučka začne utripati, ko obstaja neko obvestilo zate. Največkrat je to reveal neke nove, ne vem, igre v katalogu ali pa kaj tasga. Ampak tak lušten moment je, ko imaš pač nek hardware, neko napravo, kjer začne lučka utripati, da nekaj želi od tebe. Tak malo obskuren primerček. Težko ga je bilo najdati. No. Gorazd, imaš ti kaj boljšega? Mislim, vse ta izziv, ki ga ima ta vidva, se nekako pojavlja, ampak pol sem razmišljal v enem, ki sem ga že danes povedal, pa sem pol razmišljal, da mogoče najboljši primer pa bi rekel, da pa je Netflix mi še vedno bil tist, ki je zna stvari skomunicirati, ali pa te kampanje delujejo, da so omnichannel, no? In skozi app in skozi aplikacijo kot tako, kaj ti priporočajo, glede na to, kaj si tudi, kjer komentarje si dal, kako si rejtal stvari, pač so povezane. Jaz bi rekel, da v tem delu je tudi zelo ta del velik personalizacije, ker pač oni so res dobri na tem delu, mislim, saj en del, delajo res dobro, tako da se mi zdi Netflix je dosti tak, mi je deloval, da je dober primer, no, da izkoriščajo te podatke, pa komunicirajo na večjih napravah, tako kot si ti rekel. Zdaj,
Zdaj sem prav razmišljal, ko si razlagal za naprave, a veš, recimo Bosch, Hisense, vsi te imajo zdaj neke smart sisteme, nekako na Wi-Fi se povezujejo, ne? Ampak pravzaprav nič kaj veliko ne delajo, razen da, ne vem, ga štartaš, da ti pove, da je končal, nič zdaj tako hardware ne začne, da nekaj, veš, rekel, zdaj imaš pa nek notification, ker zdaj je pa, ne vem, cenejši štrom, zdaj pa čas, da vklopaš, ali pa, a veš, tako. Ja. To je še potencialno za te stvari, se mi zdi, no. Okay. Če jaz lepo vzamem, jaz bi kar Netflix bral, ker je v bistvu edini tak, da vemo, da je. Ali pa da smo skoraj zihar, da je to omnichannel kampanje, da so tam. Ok, smo prišli do konca. Se mi zdi, da je bilo tole zanimivo. Hvala Gorazd, hvala Darja. Hvala vsem poslušalcem, gledalcem. Če vam bila ta epizoda všeč, jo lajkite, komentirajte, kjerkoli nas spremljate. Spremljajte nas še naprej v naslednjem letu in adijo. Adijo. Čau.